Lep pozdrav vsem in dobrodošli na tem prvem pogovornem druženju. Moje ime je Doroteja, to spet. Drugače po izobrazbi sem psihoterapevtka in svojo psihoterapevtsko dejavnost opravljam v privatni praksi. Ja. Oktobra sem pa tudi začela doktorski študij, zdaj pa da se pripravim na Filozofskem inštitutu na diplomski šoli Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, torej ZRCZU po kratkem. Torej ta doktorat delam pod mentorstvom profesorice Alenke Zupančič in profesorja Petra Klepca. Trenutno sem na samem začetku, torej začenjam s to raziskavo in pa artikulacijo moje osrednje teme. To tudi je to zastavljanje doktorske teme nekako podrazumeva iskanje virov, branje na različnejše literature, raziskujem tematike in se udeležujem predavanj. Prav tako je del tega procesa pa pogovori z mojimi kolegi iz različnih smeri in pa tudi pogovori z širšo javnostjo, torej malo to, kar zdaj počnemo, a ne, torej predstavljanje tematike oziroma različnih vidikov tudi širši javnosti, a ne. In tudi v ta sklop raziskovanja spadajo pogovori dejanski tukaj, ki so organizirani s strani RAVMAU. Saj nam je kot nevladna organizacija zelo pomembno širjenje in pa omogočanje prostora za družbeno-kritične teme. In kar pa zadeva mene osebno, mislim, da pisanje doktorske naloge ne poteka v neki izolaciji, a ne, temveč mora biti sploh taka tema striktno povezana z družbenimi procesi in torej vsakdanjem življenju, a ne, kateri predmet tudi je ta doktorska naloga, ne. Torej pogovor je zastavljen interaktivno, kar predpostavlja aktivno participacijo. In torej, če povem nekaj nerazumljivega ali pa da so kakšna vprašanja, kakšni pomisleki ali pa čisto neke kritične misli, bi vsekakor pač vas povabila na sodelovanje, a ne. In tudi ta, bomo rekli, pogovor ni zastavljen v nekem stilu ex cathedra, torej jaz ne bom v vlogi neke profesorice, ampak bi mogoče samo podala par teoretskih okvirjev, torej malo te, kako se reče, patience, malo strpnosti, malo strpnosti pri tem, ampak ti koncepti nam bodo tudi pomagali konceptualizirati in kontekstualizirati določene pojave, tako na osebni kot tudi na neki družbeni ravni nasploh, a ne. In zakaj sploh pač počnemo to, kar počnemo, zakaj smo se danes tukaj zbrali? Kot prvo iztočnico bi izpostavila seveda to družbeno-kritično temo in pa doktorsko nalogo, ki pa se ukvarja predvsem s tem nekim procesom mišljenja, a ne, torej poskušanje osvetlitve nekega družbenega pojava, ki je v dogajanju, ampak še nima neke zelo precizne artikulacije, a ne. In pa tudi zato, da skupaj mislimo teme, kjer lahko na neki način tudi osvetlimo lastne neke dileme ali pa predsodke, ki nas mogoče zadevajo v vsakdanjem življenju. In pogovori bodo potekali tudi vsako drugo soboto v mesecu, tako da ste vabljeni in dobrodošli na vse naslednja predavanja, ki bodo tekla cirka 4 leta, kar je tudi trajanje moje doktorske raziskave in pa pisanja doktorata. In mogoče, ne vem, na tej točki bi začela z enim kratkim uvodom teme ali pa en kratek izsek tega Freudovega teksta, ki je tam prisoten, ampak tudi ga lahko
do njega, do celotnega teksta dostopate na linku na Facebook strani dogodka. In ja, tekst Aktualna razmišljanja o vojni in smrti je Freud napisal leta 1915, ravno ko se je začela Prva svetovna vojna, ne. In takrat se je marsikdo srečeval z najrazličnejšimi hudimi družbenimi pojavi, posledicami, ki izhajajo iz tega groznega sovraštva in pa konflikta, ne, ki ga je povzročila vojna, ne samo v dejanskem smislu vojne, ampak tudi družbeno, ne, in pač medčloveško, ne. Torej, Freud pravi čisto prvi stavek in tudi ta stavek na nek način, če ga preberemo, se sliši kot nek članek, ki ga lahko preberemo danes v kateremkoli časopisu, namreč pravi: zajel nas je vrtinec vojnega obdobja, ko smo enostransko informirani, brez distance do velikih sprememb, ki so se že zgodile ali se prav zdaj dogajajo in brez sledijo prihodnosti, ki se šele oblikuje. Sami zmedeni zaradi pomena vtisov, ki nas preplavljajo, in zaradi vrednosti sodb, ki si jih ustvarjamo. Vsiljuje se nam občutek, da še noben dogodek ni nikoli uničil toliko dragocenih dobrin človeštva, zmedel toliko najbistrejših glav, tako temeljito ponižal tistega in tisto, kar je najvišje, torej naša kultura. Celo znanost je izgubila svojo hladno nepristranskost. Njena najbolj zagrizeni služabniki izkušajo iztrgati orožje, da bi tudi sami pripomogli k zatiranju sovražnika. Torej, cel kup enih stvari, ki se je zgodilo v tistem momentu in na nek način ta proces zavajanja in pisanja novic in kako smo informirani in kaj v bistvu ustanavlja našo družbo kot neko vez, ne, ki se vzpostavi z različnimi menjavami informacij, ne. Torej, Freud je že takrat ugotovil, da vojna prinese marsikaj, prinese pa predvsem to zbeganost, ne, vsakega posameznika, ne. Nekako ne moremo več biti prištevni, to je njegova glavna poanta. In ja, in potem tukaj sem navedla par teh kvotacij iz tega teksta, ki se ukvarjajo med ostalim tudi s konceptom utajitve, tudi utajitve kot psihološkega procesa, ne. In opaža, da obstajajo različne oblike utajitve smrti, a ne, kot nekega pojava, ki pa se ga ne, vsaj realno ne moremo zavedati, a ne. In Freud pač omeni, kako so ponavadi primeri smrti vedno nekako neko naključje ali pa razlogi za smrt so vedno nekako lahko tudi neizbežni, a ne, pač vedno se zgodi neka katastrofa ali neka smrt v kontekstu same, v kontekstu pač neke vrste napake, a ne, ni to zdaj nekaj, kar se bo zgodilo vsem, ampak pač tako, kar naenkrat se zgodi. Torej, zatiramo nekako koncept smrti kot neko človeško nujnost, a ne, pač zato pa tudi naslov, a ne, saj vem, da bom umrl, ampak nismo pa najbolj prepričani, da bomo, a ne, in Freud to tudi na nek način dobro razloži, seveda se tudi sam sreča z marsikatero inkonsistenco miselno, a ne, ki jo sam proizvaja, torej Verleumdung, a ne, Verleumdung, ta proces oziroma nekak mehanizem te utajitve najdemo v osebah, ki imajo neko perverzno psihološko strukturo. To ne pomeni, da so perverzneži, ampak razmišljajo na tak način, ki je
perverzen, za razliko od nevrotikov ali pa psihotikov in tako dalje, a ne. Torej, eden od teh njegovih, jaz mislim, bolj pomembnih artikulacij v tem spisu, se nahaja oziroma zadeva prav to dognanje, in to je v drugi sekciji tega spisa, torej naš odnos do smrti. Pravi, da svoji lastni smrti kot misli smo vedno navzoč kot neki opazovalci, kot gledalci, nikoli si ne moremo predstavljati svoje lastne smrti v dejanskosti, a ne. Torej, iz tega izpelje, da je v bistvu naše nezavedno prepričano, da smo nesmrtni, a ne. Torej, ne verjamemo v svojo lastno smrt, a ne. Zdaj ne vem, če kadarkoli pomislite na primere, kjer ste se srečali s smrtjo bližnjega, ali pa tudi v literaturi, v umetnosti je veliko teh dipikcij smrti, a ne, ampak dejansko pa razmišljamo o smrti na malo drugačen način, oziroma se težko poistovetimo, vsaj na emotivni ravni, s smrtjo. Ne vem, a ima kdo kakršnokoli misel na to temo razmišljanja o smrti, oziroma zakaj tudi v naši družbi se tako malo pogovarjamo o smrti na en tak resen način. Vedno je nekako zavito v neko ali šalo na pol, a ne, ali pa, ampak to je prav ta odtujenost, ta Verleumdung, ki nam nekako ustvarja tisto distanco do realne smrti, a ne. Ja, in potem nadaljuje seveda, ker ta spis je tako rekoč bil spodbujen z vojno, a ne, torej, ko pa smo soočeni z vojno, z vojnim stanjem, potem pa nekako nas to stanje pripelje v to, da smo prisiljeni verjeti v smrt, a ne. Torej, moramo se na neki način sprijazniti, da bomo tudi mi umrli, oziroma ljudje umirajo, tudi v velikih številkah, a ne. Torej, nekako ne moremo več ignorirati, tudi če bi pač nam naše nezavedno to ne pustilo, a ne. Torej, na neki način, tudi če nas smrt pripravi do tega, oziroma naše soočanje z množično smrtjo, da tudi sami potem začnemo verjeti v smrt, a ne, je to še vedno vera, ne, tako kot verjamemo v marsikaj, a ne, pač verjameš verjameš v Boga, ali pa verjameš v določene koncepte, ki ti omogočajo, da lažje handlaš realnost, a ne, tako tudi verjamemo nekako, ker pač v tem kontekstu moramo nekako zapolniti ta manko, ki ga ustvari taka situacija, kot je vojna, ne. In ja, tukaj nekako se dotaknemo tega prvega problema, torej dvoumnost tega protislovja. Smrt ne obstaja, po drugi strani pa neverjetje v smrt, a ne. Torej, zakaj je to tako nekonsistentno? In to je ta problem v Freudu, da si nekako ni znal razložiti, zakaj potrebujemo utajiti nekaj, v kar itak ne verjamemo, a ne. Torej, če jaz ne verjamem v smrt, zakaj potem bi jaz morala to nezavedno tudi pač utajiti, a ne, na tak način. Ja, no, in to smo začeli malo raziskovati, a ne, tudi kaj tukaj, mislim, odgovora ni seveda, ampak je eno vprašanje, a ne, zakaj je Freud prav ta mehanizem recimo uporabil, ko se gre za utajitev smrti, a ne, zakaj ni pač nekako drugače to poskušal rešiti, a ne. Torej, če smo v nezavednem prepričanju, da ne bomo umrli, da smo nesmrtni, racionalno nekako sprejemamo smrt kot nekaj nujnega, pač vsi vemo, a ne.
in zakaj potem bi morali to na nek način utajiti, a ne. In zdaj tukaj pridemo tudi do neke tretje komponente tega celotnega procesa, ne, ki pa je ta travmatična dimenzija, ne. Mogoče se tukaj nekaj zgodi, ker nismo to travmatično izkušnjo smrti nekako doživeli v prvi osebi, oziroma ta nezavedna vera nas tudi do neke mere preprečuje, da bi dejansko direktno dostopali do neke te travmatične dimenzije, ne. In pol sem razmišljala, ja, ampak mislim, vsak dan se srečujemo recimo s travmatičnimi informacijami, s travmatičnimi dogodki, ki se dogajajo našim najbližjim ali pa tudi ne tako bližnjim. Tako da na nek način vsak dan izkusimo neke mikrotravme, zdaj odvisno, kje smo doma, ne, to je tudi pač nekako pogojeno s tem, kakšno ureditev družbeno imamo, ampak po drugi strani, kdo pa je tisti, ki lahko travmo kot tako definira, a ne, kaj je res travmatično in kaj ni, a ne, za nekega posameznika. Ja, in potem nekako ta dimenzija travme bi lahko tudi razložila, zakaj ta Verloinung, zakaj ta utajitev smrti, a ne, ker je pač event res travmatičen za naše bitje, a ne. Pol sem razmišljala recimo, kako na nek način tudi utajimo obstoj smrti v različnih odločitvah, ki jih sprejmemo, a ne, recimo, če nekdo gre v vojno, mislim kot vojak, a ne, recimo, ali pa ta situacija, ki se dejansko dogaja prav sedaj v Iranu, a ne, z to novo feministično revolucijo, kjer pač ljudje masovno odhajajo na cesto protestirati proti pač Islamski republiki in tako dalje. In večkrat opaziš te protestante oziroma te, ki protestirajo, da tako zelo jasno artikulirajo to, da se ne bojijo smrti, a ne, se ne bojim smrti, sem pripravljen na smrt, oziroma je to res zelo pač prisoten ta fenomen trenutno, kot da res pač nimajo nič za izgubiti, a ne. Po eni strani pa tudi se junaško nastavljajo tej smrti, a ne, prav je nek ta dimenzija junaškosti, ki pa je tudi del tega odnosa do smrti, a ne, po eni strani ta strah, po drugi strani pa ta junaškost, čisto pač spuščanje v določeno situacijo brez kakršnekoli omejitve, a ne. Torej, se ne bojim smrti, po eni strani po psihoanalitski logiki in tudi tem dejstvu, a ne, da nezavedno ne pozna negacije, torej za nezavedno pač ne moreš reči, ne bom tega, nezavedno samo registrira bom tega, a ne registrira tiste negativne stvari, a ne. Torej, en stavek, kot je se ne bojim smrti, bo vedno v podzavestnem preveden kot bojim se smrti, a ne, brez negacijskega aspekta te artikulacije, a ne. Ja, in Freud nekako reče, ja, da v tem smislu mi živimo preko nekih svojih zmožnosti, tako psihičnih kot ekonomskih, a ne, nekako ta psihična in ekonomska stran se dobro pokrivata, ne, ko vidimo, kako kapitalizem drvi naprej, vsi vemo, da živimo prek svojih zmožnosti, tako v isti tej sapi pa živimo prek psiholoških zmožnosti, brez nekega zavedanja dejanskega, tudi te nezmožnosti, mogoče zavedanja, da pa enkrat bomo umrli, a ne. In ne vem, zdaj mogoče to ravno ta neka tenzija, a ne, med zavednim in nezavednim, tukaj se Freud spet ujame, ampak zakaj bi potemtakem to nekonzistentnost tega argumenta ne mogli nekako si poskušati ja, na neke vrste način razložiti, a ne. Ja, torej preden nadaljujem
ali je kakšno vprašanje ali pa kakšna misel o karkoli, kar se veže na temo smrti ali pa na temo te nezmožnosti misliti smrt. Pa če tudi kakšen odstavek v tem tekstu bil mogoče zanimiv. Recimo v citatu 8 govori prav o tej izključitvi smrti, a ne, torej, da je ta težnja izključitve smrti iz pretehtavanja življenja prinaša številne druge odpovedi, a ne, torej, odpovemo se marsičemu drugemu s tem, ko se odpovemo smrti oziroma neki misli o smrti, in te izgube iščemo prav, iščemo ta nadomestila v svetu fikcije ali pa v literaturi ali pa v gledališču in pravi, tam še najdemo ljudi, ki znajo umreti in ki zmorejo celo koga ubiti, a ne. In tako lahko tudi mi umremo z junakom, s katerim smo se identificirali, pa vendar ga preživimo, a ne, in smo pripravljeni prav tako brez škode prihodnjič umreti s kakim drugim junakom, a ne, torej ta neka podoživljanje nečesa, kar smo izgubili ali pa česar sploh nikoli nismo imeli, te zmožnosti nekako misliti lastno smrt, lahko pa vsaj delček tega nekako podoživljamo v različnih družbenih ali pa recimo, ja, v tem primeru kulturnih kontekstih. Ja, torej, ne bi rada še dodatno komplicirala te teme, ampak so še določeni, bomo rekli, teoretski nastavki, ki sledijo od Freuda in ki bi mogoče malo bolje znali tudi razložiti, a ne, zakaj sploh prihaja do teh najrazličnejših antagonizmov že v nas samih, a ne, v zavednem in nezavednem, ampak tudi to nekako projicirano v družbo, a ne. Torej nekako mogoče bi samo povzela s tole tezo, kako danes se zdi, da obstaja neka bizarna veselost, neko junaštvo, neki eksces, a ne, kot recimo v tistem filmu, a ne, Don't look up, a ne, vse je tako zelo nahajpano, vsi so čisto veseli, kljub temu, da dejansko se pač približuje neizbežen konec, a ne. Torej, raje umrem, kot pa da bi se pustil prestrašiti, je neka teza, ki jo je pač postavila Alenka Zupančič, ta prav neki skoraj nevrotični strah pred samim strahom, a ne, torej raje pač dejansko res izginemo, umremo, karkoli, samo da ne bo prišlo do te travmatičnega spoznanja, do tega strahu, ki bi pa potem posledično nas tudi nekam premaknil, ker strah primarno ima tudi to funkcijo, ne, da nas pač prestraši in tudi recimo bolj nas je strah biti prestrašeni kot smrti kot take, a ne, pa tudi imamo veliko teh načinov, kako to rečemo, ne, da si bil na smrt prestrašen in tako, ne, vse te besedne igre nekako pač kažejo na to neko povezavo, a ne. Torej, kako sploh pridemo do tega stanja strahu, a smo še sploh danes prestrašeni, a ne, mislim, kaj nam vzbuja strah, kaj nam ne vzbuja strah, kaj nas preprečuje, da bi upravičeno bili prestrašeni, ko je to pač potrebno, a ne. To so določena vprašanja, ki si jih postavljamo, a ne, in kaj so ti mehanizmi, ki mogoče subjektu onemogočajo izkustvo strahu kot tako, a ne, ki bi potem bilo tudi pač koristno, a ne. Ja, in neka teza je seveda, da to izkustvo smrti
v smislu travme umanjka, ne, in ta informacija, ki je ključna, da bi pač povezala neko travmatično situacijo, kot je pač global warming, a ne, zdaj res smo v šitu totalno, a ne, ampak se še naprej vedemo, kot da nič ni, a ne, torej še vedno nekako gremo naprej, kot da se dejansko nič ni zgodilo. Ja, in zdaj tale zadnji, bomo rekli, zadnji 11. stavek od Freuda iz tega teksta, kjer on malo povzame celotno to vzdušje družbe, a ne, in razmišljanje o lastni smrti, pride do tega, da seveda spet ta vojna je izbrisala, kot da bi izbrisala neko prej dosežen nivo kulture, kot da se je pač vse zravnalo spet na neko barbarsko raven. In ja, znova nas sili nekako ali da postanemo junaki, ki pač seveda ne verjamejo v svojo lastno smrt, ki se potem žrtvujejo za državo, za nacijo, za kakšno idejo, karkoli, a ne. Po drugi strani, kaj tudi počne, tujce označuje kot sovražnike, kot nekoga, ki ga moramo ubiti ali pa želeti njihovo smrt, a ne. Torej spet ta polarizacija jaz proti onjem. In tukaj si on zastavi eno zanimivo vprašanje, a ne, in reče, ja, mislim, zakaj še vedno vztrajamo pri tej kulturi, ki itak očitno pač nam ne pomaga, a ne, po vseh teh stoletjih civilizacije očitno nismo še vedno pripravljeni, nismo zmožni nekako pustiti ta koncept vojne, a ne, vojne se bo še naprej dogajale in pravi, ja, mogoče smo mi tisti, ki bi morali popustiti in se prilagoditi stanju vojne. In to pač tudi na nek način nanese na ta odnos do smrti in kako psihološko živimo prek meja svojih zmožnosti. In nas poziva, naj se vrnimo nazaj in priznamo resnico, kakšno resnico verjetno ima v mislih to psihološko resnico, resnico naših gonov, a ne, ki konec koncev so vedno v nas in aktivni, a ne, nobena količina kulture, pa še kolikor si lahko prizadevamo, ne bo izbrisalo tiste inherentne, primarne, tudi bomo rekli, ja, barbarske narave v nas, a ne. Ja, in pač pravi, da bi bilo fajn smrti kot konceptu prisoditi neko mesto v dejanskosti, v današnjem svetu, v naši družbi in pa tudi v našem razmišljanju o smrti, a ne, kako sploh, a se sploh kdaj ustavimo in razmišljamo, kaj bo, kako bo. Ja, torej, ja, poudarja ta nezavedni odnos do smrti, ki ga vedno znova tako dobro zatiramo. In pravi pa tudi, da prenašati življenje vendarle ostaja prva dolžnost vseh, ki živimo. Sliši se obvious, a ne. In iluzije, ki si jih ustvarjamo, a ne, v tem primeru ostanejo brez vrednosti, če nas omejujejo pri tem spoznavanju, da dejansko smrt je inherentno povezana z življenjem, a ne, torej tukaj poda en star pregovor, si vis pacem, para bellum, ne vem, sem to prav izgovorila, ampak če hočeš mir, se pripravljaj na vojno. In potem to on obrne, glede na razmere, ki meni, da bi bolj ustrezalo, če bi spremenili v si vis vitam, para mortem, torej če hočeš zdržati življenje, se pripravljaj na smrt.